V torek, 7. septembra ob 17. uri, je v dvorani Konjičanka potekala okrogla miza projekta Občina po meri invalidov. Okrogle mize so se udeležili predstavniki javnih organizacij, društev in klubov. Predstavili so problematiko vsakdanjega življenja invalidov na različnih področjih: vzgoja in izobraževanje, delo, dostopnost in delovanje invalidov na kulturnih, rekreacijskih in drugih področjih, oskrba na terenu, duhovna oskrba ter informiranja in osveščanja javnosti. Pobude in mnenja sodelujočih bodo pomembne pri pripravi ocene položaja invalidov in oblikovanja predlogov za načrt Občina po meri invalidov v občini Slovenske Konjice. Tu se udeležujemo te okrogle mize s tem namenom, da predstavimo malo svoje težave. Jaz sem že približno 21 let paraplegik in v mojem kraju se malo manj vlagati v vse te naše ovire, arhitektonske ovire. In v krajevni skupnosti Loče in pa Jernej, jaz sem pod Jernej, ampak tudi v Loče delno spada, ker je šola in te zadeve. In je dosti stvari, ki še niso urejene. Vse dela, ampak premalo. Največja težava je pa s tem, da tele naše parkirna mesta za invalide. Jih je kar dosti tule po Slovenskih Konjicah, pa tudi več kje okoli, ampak žal zdravi invalidi gor parkirajo. To mislim na zdrave, hodeče ljudi, ki se sploh ne ozirajo, da smo invalidi na vozičku ali kakršnikoli invalidi, da potrebujejo malo več prostora, če hočeš priti v avto in take zadeve. In tudi sem imel že kar grde, slabe izkušnje z temi ljudmi, mislim, z ljudmi hodečimi. So me nadrli, so mi kakšne pikre povedali, tako da žal sem razočaran. Tudi glede tega občinski redarji to nikakor ne morajo urediti, samo eden ali dva, to je premalo za občino Slovenske Konjice. Potem, če pokličeš policijo, je samo opozorilo, tako da zelo malo je glede tega. Če greš kamorkoli ven v tuje države, Nemčijo, te kaznujejo, da nimaš dovolj niti za ne vem kaj, za čez mesec potem, Tako je to. Verjamete, da bo projekt dejansko zaživel in da boste slej ko prej občutili? Projekt je že delno zaživel, občutili bomo še, mislim, da bo šlo na boljše, ker se ureja. Največ se ureja, kar je napaka v okolju Slovenskih Konjic. To je že tako urejeno delno. Mi smo na vasi in okoli vasi je treba iti pogledati in tam urejati te zadeve. Naprimer, pri meni ceste so neurejene. To so take ceste, da jaz vozičkam, sem še včasih treniral telemaratone in pa te zadeve, to so obupne ceste in tu je treba vlagati, pa nam pomagati. Hvala lepa za ta opozorila. Hvala. Ja, prav gotovo, ko smo pred časom pristopili k projektu Občina po meri invalidov, si mogoče niti nisem znal predstavljati, da bo odziv med občani in občankami tolikšen, kot je viden danes, ko se pripravljamo na okroglo mizo na to temo, kajti to je eden izmed pogojev v tem dolgotrajnem postopku pridobivanja listine Občina po meri invalidov. Ampak zame osebno sama pridobitev te listine pravzaprav pomeni samo zaključek nekega postopka, v katerem pa želim, da se vsi skupaj pričnemo ozirati, da začnemo spremljati svojo okolico in ugotavljati tiste ovire, ki niso samo arhitektonske, tudi tehnične ali kakršnekoli druge, ki ovirajo ljudi z posebnimi potrebami, tako da bomo vsi skupaj spremenili to, kar je bilo v preteklosti napravljeno premalo dobro za ljudi s posebnimi potrebami. Predvsem pa je to stalen proces, s katerim moramo spremljati vse novitete, ki jih uvajamo, vse novogradnje, tako da bo dejansko življenje za te ljudi postalo lažje in na koncu koncev bomo vsi skupaj bolj zadovoljni in bomo lahko rekli, da smo prijazna in pa uspešna družba.